eno priznanje za trdo delo tako fantov v prvi vrsti, ker so oni tisti, ki stojijo na igrišču, kot tudi trenerjev in vsega, kar se dogaja okrog. Tukaj bi izpostavil tudi delo trenerjev z mlajšimi kategorijami, ker kakorkoli pogledamo, nekako moramo zapolniti tiste vrzeli, ki nekako nastanejo v odhodu nekaterih starejših igralcev in za enkrat nam to dobro uspe. Pri prejšnjih dveh ste bili udeleženi kot pomočnik Matjaža Kopitarja, zdaj pa prvič tudi sami. Je kaj drugačen občutek? Ne, jaz sem vesel predvsem zaradi fantov. Ko se enkrat trener, tisti njihov pogled, tista iskra ob enem takem uspehu, kot je bil ta kvalifikacijski trener v Minsku, ti se največ vredi. Vsaj za mene kot trenerja, tisti poplača vse trud, vse neprespane noči, analize nasprotnikov in podobne stvari. Tako da nekako sem bolj vesel za fante. Tako da mogoče ker si pač enkrat selektor ali pa prvi trener, pač niti v nekako v svojih rokah in tudi tvoje odločitve so tisto večjo težo in mogoče zaradi tega malo drugače. Če se vrnemo 4 leta nazaj, takrat Slovenija senzacija v Vojens, premagali Beloruse, zdaj so bili Belorusi doma s predsednikom države, 15.000 navijačev, pa jim spet ni uspelo, prava katastrofa za beloruski hokej. Kako bi primerjali obe tekmovanji? Prvič smo šli na kvalifikacijski turnir, smo bili v bistvu nekako v podrejenem položaju že od samega začetka, mislim, da na to, da bi nam sploh uspel. Pa nam je takrat uspel z dobrimi igrami, z dobrimi predstavami. Ta drugi pristop je bil malo drugačen. Fantje so točno vedeli, kaj hočejo. Ta želja po ponovni olimpijadi je bila toliko velika, ker so že enkrat to občutili in to se je potem tudi odražalo na samem igrišču in jaz mislim, da so tukaj spet dokazali svojo, predvsem v prvi vrsti, jaz ponavljam, kvaliteto, ker brez, da ti uspe enkrat, nekateri lahko rečejo sreča poznavalci, že takrat ne, ampak drugič pa definitivno moraš imeti in kvaliteto in znanje. Bili ste hokejski reprezentant, ko se je Slovenija prvič tudi takrat senzacionalno uvrstila v A skupino, zdaj na olimpijske igre. Miracle on ice. Ja, zdaj ti koraki so bili počasni v smislu, da to ne gre čez noč. Naša generacija je nekako uspela se prebiti v elitno divizijo in za nas je bilo to vrh našega reprezentančnega hokeja. Te fante so pa to samo še nadgradili in zdaj tudi oni lahko nastopajo v dobrih ligah, v dobrih klubih, tam igrajo vodilne vloge in seveda vse to potem prenašajo v reprezentanco, tukaj pa potem samo probamo trenerski štab to čim bolj ukomponirati, čim bolj sprostiti, spraviti v neko pravo smer in kot sem rekel že prej, nekako nam to zaenkrat uspe. Predvsem sem želel tudi reči, bili ste pri velikih tekmah, ampak poznavalci hokeja pa nekako govorijo, druga tekma letos v Minsku, najboljša proti Danski, kadar jih je kadarkoli Slovenija odigrala. Je temu res tako? Ja, bi se lahko strinjal, čeprav vsaka tekma je pač po glavi zase. Če govorimo o dotični tekmi z Dansko, Danska res v najboljši postavi, kar premore. Dobro smo se pripravili na nasprotnika. V momentih, takrat, ko se je tekma vagala, smo bili odločenejši, izkoristili tiste naše priložnosti. Fantje so odigrali zelo zrelo od prvega do zadnjega moža in lahko rečemo, da je bila ena boljših tekem, sigurno slovenska reprezentanca. Biti ekipa leta v konkurenci slovenske rokometne reprezentance, ki je bila 6. na olimpijskih igrah v Riu, tudi to pomeni nekaj, da ste res veliko naredili. Ja, tudi zdaj ljudje gledajo skozi svoje oči, ampak očitno je hokej nekje zapisan v slovenskih domovih. Vsakič, ko poslušaš, ko prideš domov z enega velikega tekmovanja, pa da ti še rata rezultatsko, so odmeri pozitivni in zmeram. Sploh pa po tej zadnji tekmi me ne more noben prepričati, da je hokej nezanimiva igra. Nikdaj pa resno. Imamo izjemno člansko reprezentanco, ki je nad vsem, kar se dogaja v slovenskem
hokeju mlajše selekcije že močno zaostajajo. Kakšna je perspektiva slovenskega hokeja? Ja, tukaj pa zdaj mogoče ne moramo z nekim takim optimizmom gledati naprej, ampak jaz pač upam, da se bo zadeve spremenile, predvsem glede infrastrukture. Tukaj moramo narediti en korak naprej. Če hočemo povečati bazo mlajših hokejistov, rabimo pač več dvoran. To je neizbežno. Zdaj na kakšen način, kdo, kako, pa tudi članski hokej, klubski, je zelo na nizkem nivoju, predvsem mislim finančno, in tukaj pač bo treba pridobiti ljudi, kateri bojo pač znali to barko usmeriti v to pravo smer in pomagati. Pa mislim, da sploh ne rabimo dosti. Hokej, kakorkoli da se sliši oprema draga, ledene ploskve in to drago, ampak jaz mislim za normalizirati zadeve na klubskem članskem hokeju, jaz mislim, da ne bi bil potreben velik vložek. Pa še zadnje vprašanje. Naslednja velika stvar, ki čaka slovensko reprezentanco, je svetovno prvenstvo v Franciji. Če bi Slovenija, upamo, da ne bo poškodb, morda tudi z Anžetom Kopitarjem, v Parizu, da bi obstali, verjamete v to? Ja, absolutno. To je bil takoj, že nekaj dni po tem uspehu v Minsku, sem izpostavil ta drugi cilj letošnje sezone, ki je absolutno obstanek v elitni diviziji. Jaz mislim, da bi se te fantje to zaslužili, ampak seveda treba bo vse skupaj potrditi na sami ledeni ploski. Naredili bomo vse, da bo temu tako, in jaz mislim, da bi bilo treba gledati z optimizmom na to in probati obstati ne samo eno sezono, mogoče celo več. Pa še za konec, voščilnica Slovencem za 2017. Ja, vse srečno, vsem želim srečno, zdravo, pa mogoče si pejte kakšno hokejsko tekmo. Hvala.